Lep dober večer želim, Roman Rasulnik, moje ime. Evo, danes bomo še enkrat pogledali, kar se Forex Insidera tiče, neke te osnovne stvari, ki jih zanj nismo dokončali. Poleg tega je po moj namen danes pokazati vam mogoče en primer enega trada, kako se ga menedžira, kako se aktivno lahko vodi nek trade. Bom probal zelo enostavno, čeprav to ni lih moja vrlina. Boris prav, da enostavno pove, jaz pa vem, da je to nekaj, kar moram trenirati. Kako enostavno povedati? En filozof je enkrat rekel, vsak trud zna enostavno stvar zakomplicirati, samo genialci znajo zakomplicirane stvari povedati enostavno. No, meni do genialnosti še kar nekaj manjka, očitno. Tukaj za začetek sem vam dal tale slajd gor iz naslovne strani od Admiral Marketsa, kjer je eden od borznih posrednikov, kjer se potem priporoča, da se odpre račun, kjer si potem naložite denar. Vsak borzni posrednik, tisti, ki so močno bolj resni, morajo takoj strankam povedati, kakšno je stanje pri njih. Se pravi, koliko pri njih strank izgublja denar in koliko jih dobiva. Mislim, koliko jih dobiva se vidi potem, ker se vidi, koliko jih izgublja. In pri njih je na prvi strani napisano, da 67%, se pravi 3/4 ljudi, ki trguje pri Admiral Marketsu, izgublja denar. In ta številka nič posebnega. Te številke so tle nekje pri vseh borznih posrednikih, se pravi okrog 80% ljudi, ki trguje na Forex Marketu, izgublja denar. To je zelo zanimivo, zaradi tega, ker na koncu mislim, da večina ljudi so vsem preden se loti nekega trgovanja, zbere neke informacije, se poskušajo nekaj naučiti, kaj je potem razlog, da 80% ljudi izgublja denar. Kaj vi mislite? Kaj po vašem mnenju razlog za takolo ne prav dobro številko, ne prav številko, ki bi obetala, da bomo dobivali? Strah. Bravo. Pohlep. Bravo. Ja, oboje. Oboje. Točno tako. Se pravi, glavne dva razloga, zakaj ljudje v bistvu izgubljajo denar na Forexu, so emocije. In sicer strah in pohlep, tako kot sta Eva pa Boris povedala. Tudi pri nas, kljub temu, da imamo vse prenašeno na pladnju, bo kljub temu marsikdo opustil, ravno zaradi tega, ker ne bo uspel obvladati teh dveh emocij, strahu in pohlepa. Zdaj, ta strah in pohlep se kaže na različne načine. Pohlep je sigurno to stremljenje k temu, da bo vse plus, pa da bomo vedno zadeli take profit 4 pa 5, če pa ne, pa brez veze. Se pravi, to je en način, kako se kaže ta pohlep. Strah je pa ravno tako zelo prisoten. Najpogosteje se kaže strah tako, da se prehitro zapira pozicije, ki so v plusu. Tudi to je precej velika napaka. Včasih mislimo, ja, boljše vzeti 3 evre, ki pa biti v minusu. To je res, samo pri trgovanju obstaja neka matematika, vzad, ki se reče risk management, se pravi, koliko v bistvu tvegaš za to, koliko boš dobil, in prehitro zapiranje vedno na take profit 1. Če se pogleda statistika naša za zadnje 2 let, vidite, da je v bistvu ravno take profit 1 najslabši dvoletni rezultat. To zdaj ne pomeni, da sem pa kje še potrebno pač take profit 1 zapreti. Seveda je pa, če se vedno to dela, da se vedno za take profit 1 zapira, potem bi mogel 80% tradeov zadeti, zato da bi bil potem v plusu, zato ker je toliko majhen, se pravi, ker je nagrada tako majhna v primerjavi s tem, koliko si tvegal, da je to sigurno ravno tako neka napaka. Se pravi, tisti, ki so profesionalni traderji, nikoli ne trgujejo z emocijami, pa nikoli ne trgujejo zaradi emocij, ampak v skladu z nekim svojim naprej pripravljenim trgovalnim načrtom. In tudi po nas bi vsak mogel imeti ta trgovalni načrt narejen in tudi napisan. Se pravi, kakšen je njegov cilj. Se pravi, koliko na prezentacijah vedno rečemo, naš cilj je, da bi na trgovalnem računu naredil 10-20% donos v povprečju. In prav vesel sem, da smo zdaj takole začeli ta mesec, koliko smo ga, zato ker je zdaj prišel po 10 odličnih tradih, sta prišla 2, 3, 4, ki niso bili tako zelo odlični. In ravno takrat, ko je slab val, ravno takrat se pač naučiš obvladati svoje emocije.
Ne, to velja pri trgovanju, kot velja tudi v življenju nasploh, ne, se pravi, takrat, ko stvari ne grejo, ko imamo emocije, bolj down, ko stvari ne grejo, tako kot smo si načrtovali in zamislili, takrat se v bistvu šele fajn lahko trenira naš attitude, ne. Skratka, jaz predlagam, da si vsak to napiše, se pravi, kakšen je njegov cilj in tudi, kakšne so te osnovne stvari, ki se jih bo držal. Ena taka osnovna stvar trgovalnega načrta je, da se nikoli ne trada brez stop lossa, da si ne pišeš, nikoli ne bom pustil, da mi gre trade več kot 3% v minus. Zdaj, če niste še imeli neke trgovalne izkušnje, nekateri tukaj jih že imate, Boris jih nima še nobenih, nekateri boste gledali ta posnetek, boste čez mesec, 2, 3 bistveno bolj zastopili, kaj vam hočem zdajle povedati, ne? Zato, ker je v bistvu trgovanje ena velika, kako se reče temu, en velik adrenalinski ringelšpil. Adrenalinski ringelšpil. In te emocije zelo rade, zelo hitro postrkajo. Zdaj, kot sem rekel, če niste še nikoli tega počeli, še ne veste točno, o čem govorim, so te zelo hitro spomnili na tale moje predavanje, oziroma so te mogli vrniti temu nazaj in obvladati te svoje emocije, če hočete dolgoročno biti profitabilni. Se pravi, to je razlog številka 1, zakaj so številke take, kot so in zakaj jih tukaj ponavljam, kljub temu, da bomo pa mi pravzaprav vse servira na krožniku, zato ker ljudje ravno tako jih emocije odnese in potem začnejo popravljati in trgovati brez stop lossa in trgovati po neki svoji logiki, ne, ker rečejo, se to ni normalno, se bo obrnil, ne, pa bom stop loss umaknil, še vedno se obrne. Ja, vedno se obrne, ne, samo ljudje medtem izgubijo milijonske račune, preden se karkoli obrne, ne. Se pravi, to neko prepričanje, da vse je logično, da se bo obrnil, ne, je siguren bližnjica v neuspeh. Tako da jaz vam bom danes pokazal sicer, kako se lahko neka stvar menedžira, se pravi, ni se potrebno držati kot pijan plota, zdaj popolnoma vsake cifre, ki nam jo pošljajo, se pravi, vedno se da malo prilagoditi ta trade, pokazal bom na kakšen način, nikakor pa ne zdaj to prilagoditev, da je razumeti tako, da potem rečete sami sebi, jaz sem samo malo prilagodil, ne pa zaradi tega mogoče izgubil gormozanske vsote, zaradi nekih prilagoditev vaših lastnih, ne. Ok, zdaj moš najprej pogledati še par osnovnih stvari, ki jih zadnjič nismo rekli, in sicer pri Forexu se uporablja 2 glavne merske enote. Eno je lot, drugo je pa pip. Kar se lotaže tiče, v bistvu niti ni potrebno, da bi jo tisti, ki trguje pa nas, ko uporablja naš signal, da bi jo razumel, ker je zelo enostavno pod vsakim tradom. Se pravi, ko dobimo signali od spodaj kalkulatorček. Nimam zdaj slike tukaj, ampak vse verjetno veste, kaj mislim. Pod vsakim signalom, Boris si to opazil, verjetno piše kalkulator. A si opazil? Si. Ne, se pravi, tisti kalkulatorček se odpre in tam se piše vsoto, ki jo boste kasneje potem res imeli pri trgovanju. 500 evrov, Jurija 200, Jurija pa pol, kakršnokoli vsoto. Se pravi, ta vrednost lotaže je pri različnih valutnih parih različna, zato je načeloma pri vsakem tradu potrebno to izračunati. Sploh od začetka, mogoče te prvi mesec, 2, 3, dokler to ne dobite malo tega feelinga, za začetek pa pri vsakem. Se pravi, in ko enkrat se ta lotaža izračuna, se tam gor vpiše, pri tradu bom potem pri enem konkretnemu tradu pokazal, ker zadnjič tega nismo naredili, in ko imate enkrat live račun, to po defaultu potem ostane tisto. Se pravi, če tisto nič ne spremenite, potem piše tako, kot ste enkrat noter postavili, se pravi, ste postavili 0,23 lota in potem do spremembe ostane tako. Tista lotaža se da zelo enostavno spreminja tako, da se tam klikne gor plus, 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 minus, 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 se pravi, da lahko se pa seveda tudi upiše na roko. Se pravi, isto kot bi upisoval trade, lahko se ga upiše na roko, lahko je pa gor en kurzor, kjer se to po 1 decimalko ali pa po 2 spreminja. Se pravi, priporočilo je, da se upiše pač število, znesek, s katerim se pač trguje in zraven je pa še, kakšen procent tveganja boste vzeli.
tukaj ne bi kaj dosti spreminjal tistega, kar smo že pogovarjali, oziroma kar je po defaultu priporočeno, se pravi 3%. Če to 3%, bom rekel kar zgornja meja tistega, kar je priporočljivo pri trgovanju. Se pravi, če berete malo Forex literaturo, so ta priporočila tam nekje 1% do 2,5%, se pravi 3 je že nekako zgornja meja, zato ne uporabljati več kot 3%. Pri enem lotu, to je zgolj ena taka zanimivost, da te vedeli, kaj pravzaprav en lot, ne, pri enem lotu je pri valutnem paru evro-dolar je vrednost enega pipa $10. Se pravi, ko se vprašate, ok, koliko pa bo zdaj en pip vreden, odvisno od tega, koliko veliko lotažo ste si postavili. Se pravi, odvisno od tega, koliko velik znesek boste imeli na trgovanju. Se pravi, če je en lot €10, potem če imate 0,1 lota, ne, potem je en pip $1, se pravi 10krat manj. Če upam, da je to razumljivo. To je zgolj samo v vednost oziroma razumevanje, kot sem rekel, to razumevanje, kaj ta pravzaprav lot sploh je, niti ni zelo bistveno, ker nam je na razpolago kalkulator, ki je enostavno pač treba to samo upisati. Druga merska enota, s katero komuniciramo o tem, kaj pravzaprav počnemo na Forexu, je pa pip. Pip je pa v bistvu četrta decimalka. Pri vseh valutnih parih, se pravi, na tisto peto pozabite, tista peta je pač pomembna za ene, ki, bom rekel, skalpirajo, ki bolj delajo te mikrotrade. Tisto, kar se mi pogovarjamo, je četrta decimalka. Pri vseh valutnih parih, razlih pri tistih valutnih parih, ki imajo jen, pri tistih pa je to druga decimalka. Zdaj pogledam na nekaj primerov, zato ker to je pa res taka osnovna stvar, da je treba res razumeti, zato ker smo pogovarjali, bom rekel, koliko pipov pa si imel plus ali pa koliko pipov pa je bil stop loss, ne, se pravi merska enota, o kateri se bomo stalno pogovarjali, so pipi. Tudi tam imate napisan stop loss, piše koliko procentov in piše zraven koliko pipov. Ne, recimo ta stop loss običajno pri naših signalih tam med 20 pa 30 pipov. Se pravi, zdaj ne dva primera, bomo pa še dva primera mogoče sami izračunali, da te to res razumeli, da ne bomo preveč predavanja. Se pravi, cena, recimo primer avstralski dolar pa ameriški dolar je 0,7103, nova cena je pa 0,788. Se pravi, to pomeni, da je cena avstralskega dolarja napram dolarju padla za 15 pipov. Se pravi, 71,03 minus 70,88. Se pravi, razlika med eno in drugo ceno, vidite, da je 15 pipov. Ne? Se pravi, odštel sem eno število od drugega. Zelo enostavno. Tukaj odspod je še en primer, ki je pa z jenom, ki smo rekli, je pa druga decimalka, se pravi, cena ameriškega dolarja napram jenu je 112,80, nova cena je 112,92, kar pomeni, da je vrednost dolarja napram jenu zrasla za 12 pipov. To razumljiv. Zdaj bomo videli, če je razumljiv, kot zdaj imamo pa 3 primere, kot je pa sami vi meni povedali, koliko je. Se pravi, funt, ameriški dolar, je cena 1,32,81, stop loss 1,32,55, take profit 1,33,03, koliko pipov je to? Se pravi, koliko pipov je stop loss napram vstopni ceni? Napram vstopni ceni. 48. Aha, se pravi, ti si zdaj izračunal med entry price pa take profit 2. A med čem si zdaj izračunal? Ja, seveda, jaz sem stop loss pa... Ja, se v bistvu vprašanje se nanaša na oboje. Koliko pipa je stop loss? Se pravi, stop loss je v bistvu 81, 71, 61, 51, se pravi, jaz tudi ne vem na pamet, jaz sem to napisal, ne vem na pamet. Odšteješ 1,3,2,8,1, odšteješ 3,2,5. Ja, koliko pride? 48. Ne vem. Ja, pa si prav povedal. Ja. 48, se pravi, take profit je pa 33,03, se pravi, je pa 19 pa 3, 22 pipov, ne?
Ne gledam med vstopno ceno pa med take profit 2. Ja. Ok, in kakšen je ta signal? Je to sell signal ali je buy signal, tale konkreten? Buy. Tako je, ja. Se pravi, zato, ker je cena, ker je take profit večja, kot je pa Višji, vstopna cena, vstopna. se pravi, se predvideva, da bo cena rasla od vstopne cene, da bo rasla. Se pravi, tako, kot je Eva rekla, to je buy signal. Tudi po teh številkah moraš takoj videti, ne. To je fajn te stvari vedeti malo, zato da ni vsem pretiranega avtomatizma, no, da se pač napiše pravilne cifre. Ne, da ne skopiraš nekaj narobe, potem pa se pride do take situacije, ki smo zadnjič imeli, ko je nekdo trdil, da opiše, pa mu ne prime, ali pa ne vem, kaj ta zdaj. Se pravi, vedno, ko se opiše neke cifre, ki so izven teh cen, ki so na trgu, če opišeš, ne vem, take profit, če hočeš dati buy, popišeš take profit višji, nižji, kot je pa žitek cene, se pravi, ne more tega sprejeti, ne, zato ker je to anomalija. Ne. Ok, in tako je potem lahko tudi ostale te signale, potem si sami izračunate, itak zdaj vidim, da to je razumljivo, ne, okrog teh pipov. Ok, zdaj aktiven pristop, pasiven pristop. Ne, se pravi, pasiven je samo en stavek napisan. Pasiven je to, ko govorimo na prezentacijah, dobite signal, copy-paste, 2 cifre, to smo se zadnjič naučili, ali je vedno je, ko pride na signal na novo, ima zeleni status, pomeni, da čaka na vstopno ceno. Temu rečemo tudi pending naročilo. Se pravi, firma nam da vedno nekaj minut ali pa zdaj zadnje par dni je bilo celo tako, da je, ne vem, trajalo pol dneva ali pa cel dan, preden je sploh se ta trade sprožil, ker ni te cene dosegali. Se pravi, pasiven je, pač dobite signal, ki je zelen status, imate vedno pending naročilo. Se pravi, čakajoče naročilo. To je zelo pomembno, zato so me že zdaj klicali, jaz sem pa zdaj trade dal, pa se nič ne zgodi. Ne, seveda ne, zato ker vedno se zgodi šele, ko doseže vstopno ceno. Se pravi, ta trade se lahko odpre, se aktivira, teče šele, ko doseže vstopno ceno. Jaz osebno nisem preveč naklonjen temu pasivnemu tradingu. Fajn je od začetka, da se naučiš copy-pastati, potem pa ta pasivni trading, tudi rezultati kaže na to, da se lahko bistveno boljše rezultate doseže, če se to majčkeno spremlja pol. Zdaj, ta majčkeno je seveda treba spet pravo mero najti, ne, zato ko ta majčkeno lahko hitro nas privede do tega, da non-stop gledamo v telefon, ne, non-stop, vsakih 15 minut. In to potem hitro postane tisto, kar sem prej na začetku rekel, da ne bi bilo, ne, se pravi, tudi obsesija je sigurno emocija in to ne prav zdrava emocija. Ne, da potem skozi gledaš v telefon, zato ker samim tem, da gledamo skozi telefon, mi trga ne bomo spremenili. Se pravi, z neko pametno mero, če vse ne bi nihče več ponudil več kot pol ure na dan, zato da bi to vse majčkeno spremljal, pa malo delal, malo monitoring. Zdaj, ta aktivni trading pomeni najprej to, da se više postavite take profit. Zakaj? Zato, ker ljudje postajajo take profit, ne vem, 1 ali pa 2, pa rečejo, zdaj bom pa jaz aktivno spremljal. Ja, ker enkrat se doseže 1 ali pa 2, ta trade zapre, nimate več kaj spremljati. Se pravi, to pomeni, da daste gor take profit 4 ali pa 5, a to zdaj pomeni, da boste vedno čakali, da bo 4 ali pa 5? Ne, daleč od tega. To samo pomeni, da imate možnost ga potem popraviti oziroma modificirati. Ne, se pravi, prvi pogoj, da lahko se pogovarjamo o aktivnem pristopu, je to, da si daste take profit 4 ali pa 5 in boste kasneje ga ali popravili ali pa ročno zaprli ali pa spremenili. Ampak s tem, ker si daste višjega, si sploh daste možnost. Ne, se pravi, nemogoče imeti take profit 1 ali pa 2, pa reči, jaz bom zdaj to aktivno spremljal. Zato, ker ni kaj aktivno spremljati, ker je take profit 2, ko bo dosežen, bo zaprlen, je pač končano. Se pravi, še vedno bomo kljub temu pogosto pri take profit 2 zaprli, ampak zato, ker stvari ne bojo šle tako, kot si mi želimo. Ampak imamo pa odsprt, se pravi, imamo možnost, imamo opcijo, da lahko višji gor potem ali zapremo ali pa popravimo.
Se pravi, ta aktivni, to, kar sem že povedal, kar tukaj zdaj piše, pomeni, da se, kako se temu reče po slovensko, da se menedžira račun. Se pravi, da se potem, ko doseže določen nivo, recimo, ko doseže take profits 3, da se potem prestavi stop loss. Se pravi, največja traparija, bom rekel, v pretrgovanju je to, da imate postavljen take profit 4, pa doseže take profit 3, ne, in vi ne naredite nič in odprete čez 5 ur telefon, boste imeli minus 3% na računu. Se pravi, ni prav dober občutek, da si bil že, ne vem, 150 evrov v plusu, potem ob 6 začer popreš telefon, pa je minus 22 evrov. Se pravi, aktivni trading pač pomeni, aktivno spremljanje pomeni, da si že višji nivo, da potem premaknete vaš stop loss višji gor, se pravi, da ta trade ne bo šel več v minus, da se ne bo več minus zgodil. Ne, mogoče te štirke ne bom nikoli dosegel, ampak se bo 5 pipov pred štirko se bo obrnil in bo šel nazaj dol in bo šel minus. Biste pa živeli v veselem prepričanju, da ste že, ne vem, 150 evrov v plusu. Potem pa zjutraj odprl račun, bo pa 30 minus. In to sigurno ni dobro za našo trgovalno samozavest, sploh pa ne tudi za naš žep, pa za naš trgovalni uspeh. Zdaj, ta primer aktivnega tradinga, ki ga vam zdaj pokazal, ni lih čisto 100% tak, kot bi vam ga rad, zato ker v bistvu ta teden ni bilo odličnega primera tovrstnega, ki bi vam lahko to pokazal. Jaz vam pokazal en aktivni pristop majčkeno drugačne vrste. Se pravi, o temle, kako se zdaj tole premika, pa ta teden tazga trada ni bilo. Kot veste, ta teden itak niso bili neki tradi. Mislim, da od 4, da so bili 3, da je minus. Eden ima pa take profit 1, neki tazga. Se pravi, ta teden nimam vam za pokazati, ampak te principe mislim, da razumete, če jih ne, me kar zdaj takoj vprašajte. Se pravi, postavili ste si take profit 4 in ko prije, ne vem, do trojke si stop loss premaknete na vstopno ceno ali pa na take profit 1. Se pravi, stop loss v bistvu ne pomeni vedno izgubiti denarja. Stop loss pomeni, kje se bo trade zaprl. Se pravi, lahko se to premakne, ta cifra ročno, tam kliknete, odprete trade in kliknete modify. Se pravi, vedno se vsak trade lahko ali ročno zapre, closed, ali se ga pa modificira, se pravi, se ga popravi. Ok, zdaj pa ta konkreten primer, ki sem rekel. To je trade od ponedeljka. Zelo zanimiv, zame zelo zanimiv in zelo poučen. Se pravi, vedno po tej zeleni fazi. Se pravi, dobimo signal in piše, vedno ima nov signal, ima zeleni status. Se pravi, zeleni pač pomeni čaka na entry price, čaka, da bo dosegel entry price. In potem vsak signal ima takole naslednja faza, kjer piše zadnja šansa, se pravi, vstopna cena je bila dosežena. Se pravi, to pomeni, da se je ta trade že odprl. Zdaj prvo pravilo, ker je vstopna cena že bila dosežena, se pri takem tradu, če se bo to odločili, da greste v njega, se vedno uporablja market execution. Se pravi, takošnje naročilo, ker je bila ta cena že dosežena. Se pravi, ni treba oziroma niti ni mogoče zdaj postavljati nekaj, kdaj se bo to odprlo, zato ker je že dosežena ta vstopna cena. Zdaj, kdaj stopiti v tak signal? Kdaj vstopiti v tak signal? Zdaj, v tem konkretnem primeru, kot je bil v ponedeljek, je bila vstopna cena 33,15. 33,15. Jaz sem ta signal videl, je šel v vztrajno proti stop lossu, se pravi, je cena padala. In jaz, ko odprem signal in vidim, da gre v bistvu proti stop lossu, celo raj vidim to, kot pa da gre proti take profitu. Se pravi, ravno obratno kot večina, tisti, ki mogoče so bolj laični tradi rečejo, joj, super, če bi odprl, bi bil že v plusu. Ja, ampak v bistvu, če vstopite
pa da je cena, se pravi, začne padati proti stop lossu, to pomeni v bistvu, da potem tudi ta stop loss lahko premaknete in bom tudi pokazal, kako sem jaz to naredil in kaj to zame pomenilo. Jaz ne vem, koliko od vas je, da se ta signal uporabil. Tisti, ki je ga zelo, zelo hitro naskočil, je naredil si minus. Se pravi, na Forex Insider spletni strani piše, da je ta signal naredil 3% minus. Ne bi bilo potrebe. Se pravi, zato ker tisti, ki je odprl čez 3, 4, 5 minut potisne, ker je zelo hitro začel padati proti stop lossu. Čak sem sekundico. Ker je zelo hitro začel padati proti stop lossu, je lahko vstopil pri nižji ceni. Se pravi, cena, ki sem jo jaz ujel, je bila 10 pipov nižja. Super. Ne? Se pravi, moja cena vstopna ni bila 33,15, sem bila 33,5, koliko piše tukaj. Ne? Ok, zdaj pa tisti, ki smo se prej na začetku pogovarjali, a sem jaz zdaj naredil tukaj kaj po svoje. Pravzaprav popolnoma nič. Če grem zdaj enega nazaj, se pravi, tle je bila stop loss, je bilo 25 pipov. Se pravi, jaz sem še vedno upošteval 25 pipov stop loss. Ampak ker sem zdaj 10 pipov nižji vstopu, kot je pa bila njihova cena, prvotna, sem da tudi stop loss lahko 10 pipov nižji. Se pravi, je bil moj stop loss ni bil 32,90, ampak je bil 32,80. In zakaj je to tako zelo pomemben? Je zato, ker tisti, ki ste ga postavili čisto točen, koliko je bil pač predlagan, se vam je zgodil minus zaradi 1,2 pipa. Se pravi, čist malo je v bistvu, malo se je dotaknili zaradi malega skoka cene, v bistvu je tisti, ki ste postavili tako, da ste pisali, se pravi, tisto ceno, ta buy limit s takimi parametri, kot je bilo, se je pač to zaprl mislim, da se je zaprl pri 33,88,8. Se pravi, za 1,2 pipa ste tisti naredili minusa. Tole je zelo, zelo pomemben, pa me zanima, če to razumete, kaj vam govorim. Eva razume? Ja. Se pravi, če je cena šla bližji stop lossu, pomeni, jaz nisem popolnoma nič spremenil. Ja. Ampak sem samo stop loss, še vedno je moj stop loss bil 25 pipov, tako kot prej, tako kot je bilo priporočeno. Samo dal sem ga 25 pipov pod to ceno, po katero sem jaz vstopil. Se pravi, ne 33,90, ampak 10 pipov nižje, 33,80, koliko sem naredil screenshot. Zato, da te vedeli, da res govorim, da to ni zdaj neka moja, da se zdaj izmišljujem, koliko sem jaz zdaj pameten, pa fajn, pa ko sem po svoje naredil, pa sem zato zmagal. Ne, zmagal sem zaradi tega, ker v bistvu sem majčkeno počakal, ker ves ta čas, ko cena, če grem tle še enkrat nazaj, ko imate takle rumen status, ki piše last chance, ves ta čas pomeni, da bo prižgan, da bo imel tak status, dokler ne doseže ali stop lossa, ali pa take profit 1. Se pravi, tisti moment, ko že enega od teh dveh, bo pisal ideja is complete. Se pravi, ne morate več vstopati. Če pa že vstopam v takle trade, ki je entry price bil že dosežen, sem pa bolj vesel, da gre v minus. Zato, ker potem stop loss lahko bolj umaknem, bolj stran od tistega. In danes je bil, ne, včeraj je bil še en tak primer, samo tokrat se pa meni za en pip ni šlo. Se pravi, ponovno je bila ista situacija, ponovno je ne vem koliko časa je bila rumeni status, in sem to za 20 pipov nižji odprl in je potem za en pip prehiter je zaprl, potem je šlo pa v pravo smer in je dosegal. Tako da, a se to zdaj vedno obnese kot zmaga? Ne, seveda ne. Ampak to je en takle, bom rekel, pristop, ki je lahko iz minusa, ki je bil kao minus, naredite le plus, ker sem le plus naredil v tem tradu. Potem naslednjo je bil take profit, se pravi, jaz sem se odločil za take profit 3 in ga je tudi dosegel.
Super. Ja, take profit 3, vidite tukaj, da je 33,59, ker sem še jaz 10 pipov nižji noter, sem tudi 10 pipov nižji take profit 3 dal. Vse drugače se ne držim tako zelo šolsko stvari, ampak zato, ker sem v prezentacijo hotel vam pokazati primer, zato je takole zelo šolsko vse v en pip. Se pravi, hočem vam pokazati, da sem bil tle prožen, da sem vseeno stopil v trade, zato ker se mi je zdel dober. Nisem pa zaradi tega nič kršil tistega, kar smo dobili signale. Se pravi, ravno tako sem take profit imel toliko pipov, kot je tle predlagano, ravno tako sem imel stop loss 25 pipov minusa. Se pravi, moj take profit je bil, kot smo rekel, 33,49. Se pravi, od firme je bil pa 33,59. Razumljivo? Ja. Zlatko, a je razumljivo tole? To je zate pomembna lekcija. Zlatko Malčuka zdaj ne vem, to pomeni, da razume in ne razume. A ja ne, zdaj so mi tle živel vsem skupaj. Ja ne, to so mi zdaj neke novosti, ampak logično. Ja. Logične. Ja. Jaz, kot sem rekel, zelo pogosto vstopam v trade, ko je cena že dosežena. Ne vedno, bomo tudi kasneje se učili, kdaj, pa zakaj ne, pa kdaj ja, pa kdaj ne, ampak zelo pogosto imam jaz red, da je stvar aktivna, zato ker vem, da teče, potem tudi vem, čez pol ure bom pogledal, bom to popravil, običajno v takle valutni par, kot je funt dolar, so zelo volatilne stvari, običajno je v pol ure, v 3/4 ure, v 1 uri vse končano, običajno, ali pa v pol dneva, so to zelo volatilne stvari. No, skratka, evo, zdaj tle še grafično to, kar sem zdaj ravno kar razlagal, se pravi, moj take profit je bil, ker sem 10 pipov nižji vstopil, je bil 10 pipov nižji kot tisti, kar sem javno napisal, se pravi, sem se kljub vsemu striktno držal teh razmerij, ki sem jih dobil v signalu, pa sem kljub vsemu se odločil, kljub temu, da so bile takole dobre sveče gor, se pravi, šel trade v pravo smer, sem se vseeno odločil, sem pa take profit 3 zaprl. Se pravi, lahko bi zdaj naredil, ena neumnost bi lahko bila to, kar sem vam prej povedal, prej tole gre pa super, bom pogledal čez 1-3 ure, bo sigurno že petka, a ne? Druga možnost, ki bi pa bila pa, ne bi bilo treba potreti, se pravi, jaz tle sem se odločil, da sem pač zaprl, ne bi bilo treba zapreti, Stop loss bi pomaknil lahko bi pomaknil stop loss tukaj, recimo, na ta nivo. To pomeni sicer, da bi manj dobil, ampak ta trade ne bi še več v minus. Se pravi, zelo pomembno pri tem aktivnem trgovanju je, ko doseže določen nivo, da ta stop loss premaknete, ker je treba zgubiti z denar na način, kar si bil že veliko v plusu. Ta trade meni kljub vsemu pač ni bil tako zelo všeč, zato ker je bil že precej v minusu, zato ker je bil celo objavljen tukaj, da je 3% minusa. Nisem imel feelinga, da to zdaj pušča še naprej, da bo šlo še gor, pa gor, pa gor. In veste, kaj se je zgodilo? Tukaj pri teli sveči se je ta trade obrnil in je šel popoldne za 250 pipov dol. Križano gre. Ja, samo kole, kaj sveča, kaj hokejska sveča. Se pravi, ne bi naredil nič, ne bi tukaj ne bi zaprl, take profit 3, rekel, tole gre pa super, lej se kako gre super gor, bom še, pohleb, nika dosta, jaz si če šel kole, bo pa saj 4 še dosegel. Ne, točno pri 3 se je stavil, 10 pipov na 3 se je stavil in potem hokejska palca nazdol in če si odprl čez 2 ure je bil trade tle spod v kleti dol je bila tale sveča. Lahko bi dal stop loss na tvoj take profit 3. Ja, recimo. Ja, pa bi imel še 10 pipov gor. Ja, seveda. Vedno je potem zdaj po bitki, zdaj, ko vemo, kaj se je zgodilo. Zdaj, ko vemo, kaj se je zgodilo. Yes. To je vedno tako, ja. Ja, to je vedno tako. Pač jaz nisem imel preveč dobrega feelinga, zato ker tak take profit 4 pa 5 je fajn loviti, kadar je, temu bom rekel, ko pogledate chart, ki je smer zelo jasna, ki je v tradingu pravijo trend is your friend. Trend, kadar gre k
hokejska palca, gor ali pa dol, oziroma v tisto smer, ki vi trgujete. Ja, te zadnje svečke, ne, ki so šle vse gor. Ja, se pravi, To. enkrat začne takole omahvati, pa delati cince, mince, gor pa dol, gor pa dol, gor pa dol, potem je fajn razmišljati o tem, ali da se zapre, ali pa da se take profit postavi en takle cince, mince. Se pravi, tukaj bi lahko postavil stop loss, pa bi pač manj dobil in bi take profit postavil še višji gor, se pravi 4 ali pa 5. Ampak ker ta trade ni bil tak, ki bi izpolnjeval te moje pričakovanja, sem se pač odločil, da sem to zaprl in je drastična razlika, minus 3% ali pa plus 5,3, ne. Se pravi, ni treba zdaj, jaz pogosto kakšen signal spustim. Bom zdaj tudi povedal, kjer ga sem spustil včeraj, pa zakaj, recimo. Pa kakšno moje priporočilo. Ja. Pri temu, ki si zdaj govoril, ko je last chance, ki je oranžne barve, se pravi, da je zadev entry price in je šel proti stop lossu. Ja. Se pravi, svetuješ ti in večina, da takrat naredimo market execution. Namreč, kaj pa jaz naredim? Jaz pa v tem primeru sem naredila buy stop. Ko je med entry priceom pa med stop lossom, mi zagrab buy stop. Seveda, polk je zagrabil, polk je prišel čez entry price, polk je spet dol spustil, pa je zadev, sicer mu je zadev minus, no? Ampak a svetuješ potem rajš market execution namesto buy stop? Ja, seveda, zato ker jaz imam zdaj telefon v roki in zdaj gledam ta trade in držim prst gor. Ne, se pravi, jaz sem bolj to pod nadzorom. Zato ker držim prst gor, tudi si lahko rečem, če zdaj gledam ta trade, o katerem se zdaj pogovarjajo, pa je bilo 7, pa 9, pa 8, pa 7, pa je kar padal. Sem rekel, toliko časa, dokler se ne bo ustavil in tisti moment, ki se bo ustavil, ko bo cena se spet mečkeno ustavila, bom stisnil buy. Ne, zakaj bi zdaj neko cifro si izmislil, pa spet čakal, da se bo nekaj zgodil, se pravi neki pogoji, če jaz lahko sam to, tisto sekundo, a me razumeš, kako hoče povedati? Se pravi, tisti moment imam vizualno, ga gledam zdaj ta trade. In pada, ne? In če recimo zelo hiter, ne vem, vidim graf, ker je kar 10, 9, 8, 7, bom pač še počakal. Se pravi, jaz sem se tle odločil za 33,05, zato se je tam, ali 0,4, zato se je tam malo ustavil spet. Zdaj, zakaj ne bi tam stisnil, ker se je ustavil, sem rekel, ok, zdaj, če se bo obrnil, se bo tukaj, zakaj bi to cifro zdaj vnaprej spet določil z nekim naročilom, če pa tle zdaj v rok držim, pa ga čakam, pa ga gledam ta trade, ne? Razumeš? Ok, a si mogoče povedal, ker nisem bila skozi čisto prisotna, kadar da je last chance, se pravi, da je že ideja v teku, da je zadev entry price, pa da smo bili prepozni, pa da gre gor proti take profit. Da si to govoril že? Ne, nisem rekel sem, da sem generalno gledano bolj naklonjen temu, da gre v stop loss, kar je pač mogoče sem mogel to zelo močno izpostaviti, ker je to mogoče večini ljudi, ki so laiki v tradingu, rečejo, tega trada pa sploh ne bom šel, se gre v napačno smer. Ne? Ja, ok. Ja, se pravi, nekako naši možgani delujejo bolj nenaklonjeno temu, preko zakaj šlo zdaj tega, če gre itak, se pomika kaj proti stop lossu. Obratno smer, kakor zdaj ti sprašuješ, da je obratno, se pravi, da se promika proti take profitu, pa da grem vseeno tak trade, grem v takih primerih, ko je, kot sem prej povedal, se pravi, da zelo izrazito kaže smer, da je signal pravilen. Se pravi, ker sveče kaže, ne vem, pogledam 15-minutne sveče in 15 minut vsaka gre gor, oziroma kaj v tisto smer, kot je bil signal. Se pravi, v takem primeru, tudi če sem zdaj 5 pipov ali pa 7 ali pa 8 že zamudil ga, bom še vsem šel v tak trade, ne. Ker ima dobro sliko, ker dobro kaže. Razumeš? Kapito. Ok, prej sem rekel, a zdaj treba čisto vsega kakole gledati, pa vsega zdaj razmišljati, pa grafe gledati, pa ne vem kva. V bistvu ne.
Zato, ker v bistvu večina tradeov se itak zgodi relativno hitro, ne, sploh nekaj dosti časa čakati, ne, zdaj, da štoleka naprej gledal. Tudi če ob hotu ni časa, zdaj, za takle signale, ki je evro, dolar, pa vse, kar je vezano na funt, se itak zelo hitro stvari zgodijo, običajno. Če pa se ne, se pravi, če so pa signali, ki so počasni, je pa fajn predvsem biti buden, spremljati ta signal v naslednjih primerih, ki sem jih tukaj napisal. Se pravi, ko se menja sezona, to pomeni, ob 2 popoldneh se odpre ameriški trg. Tega nas nikjer ne naučijo, niti nobenih izobraževanjih na Forex signalih tega ni, pa bi mogli to obvezno pisati tole, kdaj pa mogoče vsem fajn ta trade zapreti, oziroma ga spremeniti, oziroma ga pogledati. Ob menjavi sezone, zakaj je to? Zato, ker se v ogromno večini primerov dogaja, da gre trg dopoldne v eno smer, popoldne pa popolnoma drugo. Se pravi, dopoldne gre vse gor, popoldne gre vse dol, ali pa obratno, se nima veze. Se pravi, popoldne na ameriških trgih se ameriške borze odprejo, je pogosto, tisti, ki imate zelo v plusu, boste popoldne odprli, ob 4 popoldne bo vse rdeč, bo vse v minusu, vse kontra. Sej, hvala Bogu, je lahko tudi obratno, ne? Lahko tisti, ki je bilo dopoldne v minusu, bo popoldne vse plusu. Se pravi, tisti, kar je treba imeti pred očmi, je to, da se pogosto dogaja, da je dopoldne gre trg popolnoma v drugo smer, kot gre popoldne. Se pravi, jaz ob pol dveh, pol treh se seveda ne začne dogajati takoj, odvisno tudi od drugih stvari, od novic ekonomskih in tako naprej, ampak ob 2 popoldne imam 2 dobra trada, ki sta v plusu, ne bi to kar pušil in upal, da bo itak se zgodil nekaj. Se pravi, bi jih ali zaprl, ali pa stop loss popravil, ali pa nekaj ukrenil. Drug tak primer je ponoč, se pravi ob koncu trgovalnega dne, ob 11. zvečer. Se pravi, prvo, vsaka borza računa provizijo preko nočno. In tole imeti odprt, ne vsako noč računa provizijo. Ta provizija se reče swap. Se pravi, plačate dodatno provizijo. Drugo je, danes je meni 2 signala od včeraj zaprl, na Forex signalih je pa še kar kazal, da še vedno ni dosegel stop lossa, oziroma take profit 1. Meni je poboj zaprl stop lossom. To pa zaradi tega, ker je ob 11. zvečer, ko je likvidnost zelo majhna, ko je spet menjava teh borz, se pogosto lahko zgodi, da je ta spread, se pravi ta razlika med eno in drugo ceno. Vi vidite, ko imate trade odprt, da sta vedno dve cene, se pravi nakupna cena in prodajna cena. In ob 11. zvečer, ko ni nobene likvidnosti, se zna zgodi, da ta spread skoči iz 2 pipa na 20, 25, ne vem koliko in vam zapre stop loss, ne, ali vam pa se pač nekaj zgodi. Se pravi, je fajn zaradi tega to zapirati. Andrej mogoče ve, o čem govorim, no, ker ima pač že več izkušenj. Prav, 5 pipov ste pred stop lossom, ne, in zjutraj odprete, ne, in mislite, ok, se ni šla cena pod stop loss, res ni šla, ampak zato, ker je ta spread stok skočil, v bistvu je ta trade zaprl. Tako, ker ga meni zaprl, za 2 trada včeraj to lahko vem, se pravi na Forex signalih pa še vedno piše, da stop loss ni bil dosežen. To zaradi tega, ker je spet odvisno, pri kateri borzni hiši imate račun odprt, itd., ampak to je že majčkeno zakomplicirano. Skratka, moje priporočilo je, da se ali zvečer, če mislite čez noč ta trade pustiti odprt, da sta stop loss začasno za 1 uro umaknete. Se pravi, da vam ne bi zaradi take neumnosti zaprli, ali pa ga povečate za duplo. Se pravi, iz 25 na 50 ali pa na 60, začasno, za tisto 1 uro, zato da ne bi ta neke anomalije na trgu, ki ni likvidnosti, ki se potem poveča ta spread, se pravi ta razlika med nakupno in prodajno ceno, da se potem zaradi tega ta trade zapre po nepotrebnem. Po koncu trgovalnega tedna itak, zato ker v bistvu obstaja trgovanje tudi čez vikend. To sicer ni public dostopno, nimamo možnosti tega
tega trgovanja, ampak na nekih nivojih se trada tudi čez vikend. In potem se pogosto zgodi, da je v ponedeljek gap. To pomeni, da je bila cena v petek se zaprla čist po eni ceni, v ponedeljek se odprla čist popolnoma nekje drugje. Se pravi, vse čez vikend načeloma, če ni kakšnih zelo posebnih razlogov, se tradu ne pušča odprtih. Se pravi, niti čez noč, niti čez vikend. Še zadnji razlog, kdaj je fajn mogoče tole popraviti, zapreti, je pa po nekaj ur pa več dnevnem zatišju na trgu. Se pravi, imate neko ceno in potem je ta trade odprt in kamor ne gre. Se pravi, neki taki pari, ki so bolj cross pari, se reče temu, nimajo tako visoke volatilnosti, ki še ne vem. Avstralski dolar, švicarski frank, recimo pa odprete, pogledate pa ste 3 evra v plusu, pa pogledate naslednji dan pa ste 2 evra v plusu. Se pravi, se kamor ne premakne. Do nekaj mi je prišlo in podelo tako, brez veze. Se pravi, to ni nič. In to pomeni v bistvu, da se nabira likvidnost. Se pravi, v enem trenutku, ko se bo denar nabral, ko bo prišlo dovolj kupcev in prodajalcev, bo to nekam skočil. Skočil bo pa gor ali pa dol. In se pravi, če ta trade tak, da se nikamor ne premakne, kam bo skočil, to je pa gambling. Se pravi, rekli smo pa, da ne bi želeli preveč gamblati. Se pravi, skočil bo samo v dve smeri, ali gor ali pa dol. Se pravi, je tak trade v bistvu bolj zapretno. Fajn je seveda, če se ga zapre v plus, oziroma da se stop loss tako postavi, da se ne izgublja po nepotrebnem denarju. Se pravi, to so te najpogostejši razlogi, kdaj pa zakaj je fajn tak trade spremljati in ga monitoring delati in prestaviti te stvari, ali stop loss prestaviti, ali pa reči, ok, sem zadovoljen z 2%, close bo naslednji, bo boljši. Ne delati tega v pohlepu, če je šlo 2%, bo šlo pa še 2%, se je logičen, se vedno obrne. Tako sem začel govoriti, ko bom tudi končal, na Forex trgu ni nobene stvari, ki bi bila logična, ali je pa zelo malo takih, ki bi bila logična. Ne se zanašati na logiko, ker drugače bi bilo vse logičen, bi imeli tisti ljudje na Forexu, ki so zelo pametni pa izobraženi, bi imeli ves denar na tem svetu, neumni, bili pa brez, pa ni tako. Se pravi, ne gre tle za neko logiko, gre za to, da svoj račun spremljate na tak način, ki je rekel Džanč na izobraževanju Jason Time, da ne izgubljate. In da, ko izgubite, da veste, da je normalno, da na Forex trgu je normalno, da se naredi minus, ampak predvsem tam, ki je plus, da ta plus zbildate oziroma da ga zaščitite. Se pravi, to, kar sem hotel zdaj pokazati, in na eni strani ga lahko zbildaš, na drugi strani pa da ga zaščitaš, nekaj, kar je že lep plus, da ni potem zaradi nekega pasivnega pristopa potem na koncu minus. Zato, ker to vidimo ogromnkrat, recimo vem, da ljudje predvsem trgujejo pasivno, ogromnkrat se zgodi, da pride, ljudje postavljajo take profit 3 in se ogromnkrat zgodi, da za 2 pipa ne doseže, ali pa za enega, ali pa za 1,4, ali pa za ne vem kva, in pa je škoda, ker si bil lep denar v plus in potem zjutraj odpreš in je žalostno videti, da je pa 3% v minusu. Se pravi, če vidiš, da pač ne bo dosegali in si tam ceno ostala in dela cak, ne prodati svoje odlične pozicije zaradi 1 evra ali pa zaradi 5 evrov. Close, tisto pozicijo odprete in jo ročno zaprete. Se pravi, to, kako se ročno zapre, verjetno veste. Tam greste v trade, tisto pozicijo, ko imate odprto, kliknete na njo in imate več možnosti. Se pravi, tista, o kateri smo se danes na dolgo in široko pogovarjali, je closed, se pravi, zapreš ročno, ali pa modify, se pravi, da popraviš stop loss in take profits. To je to za ta level, za ta nivo. Se pravi, res sem povedal bolj en tak primer, ki je tak je bil pač aktualen, ker sem pač ta danes lahko ponudil, ker se je pač zgodil ta teden. Prej sem rekel, da bom povedal še en primer, kdaj jaz v trade ne grem.
Recimo, včeraj smo dobili 2 signala, ker sta bila oba dva bazična valuta novozelandski dolar. Ne, eden bo vezan na dolar, drugi pa na jen. Spravi, in ker sem videl, da je en minus, ne vem, zakaj bi šel še enega zdaj odpirati na istem paru. Vse to ni rečeno, da sta zdaj vedno povezala, ampak ne, to zame ni dober signal. Ne, in mislim, da je tudi ta drug šel potem v minus, ne, vse ne vem, ker nisem pogledal. To zdaj ne pomeni, da sem jaz pameten, pa da je vedno tako, ampak hočem povedati, ne, da je bolj važen takrat, ker ta trade, ki gre dober, tak, ki sem ga povedal, ki sem ga pokazal, bolj je važen ga zgraditi, ka pa zdaj na vso silo, lik čisto vsaka stvar, ki pride, pa vse poklikati, pa sej, če bi minus, bo pa ta plus. Ja, v bistvu je ponovati ravno obratno, ne. Prav, če gre avstralski dolar, mislim, novozelandski dolar dol, gre ponovati dol na vseh valutah, ne. Ne, zdaj razmišljati spet po uni logiki, ne, sej, če šel po jenu dol, bo šel pa po avstralskem dolarju pa gor, nisem ameriškemu dolarju, se mi že jezik predstavlja. Vse veste, kaj sem hotel povedati, ne. Pač tam je eni bil minus, ta drug signal nisem uporabil sploh. Ne. Ok. Vprašanje starih trgovalcev. Zlatko je star trader, Lena je, ne vem, ali lahko imenuje star trader, a je stara oseba, ki se zanima, mislim, ne stara se v smislu zanimanja, da je starejši. Ja, No, pa ženska je treba biti pazljiv, ne. Lena že dolg časa kaže zanimanje za trgovanje, tako bi se mogel izraziti. ja. Se je tudi že trgovala, Ja. saj na demo, no. Nekaj se probaliziral, samo jaz se še dejansko nisem niti tega naučila na demo, na kakšen način to sploh gre, ne. Tako da ne vem, kje bi začela, če bi enkrat mogoče Roman po Zoomu, pa me čisto inštrukcije praktične daš, recimo, kako to na Ja. demo. Osnovne stvari smo imeli prejšnji teden. Sem ti poslal posnetek, se ti zdi preveč zakompliciran? Sem ti poslal posnetek prejšnji teden. Moram pogledati. Ja. Ja. Če sem. Mislim, lahko, lahko, po drugi strani pa jaz želim, da pač Forex ostane, da ima mesto tam, kjer mu paše mesto. Ne bi zdaj želel narediti success factorja Forex Insider, da to postane eno niso in da si zdaj tradamo in da si kličemo. Jaz bi sploh prosil, da me ne kličete s svojimi zgodbami. Zato, ker zdaj, ko te začeli tradati, pol me kličejo ljudje, ti veš kva, te imam zdaj funt jen, a ti misliš, da bi jaz zdaj vzdignil na 4? Nič ne mislim, no, pravzaprav v četrtek priti na izobraževanje. Ker na koncu enem trenutku pač mora vsak prevzeti odgovornost. Jaz pač povem tisto, kar lahko, če imaš vprašanje priti na trening, če so neke stvari, ki se ponavljajo, seveda lahko individualno, samo ne me zdaj prosim klicati z vsemi množnimi zgodbami, ki se vam dogaja, ti veš, kaj za pol pipa me je zafrknili. Ja, sorry. Mene je milijonkrat že v življenju, ne? To so emocije, to je tisto, kar sem prej vam govoril na začetku, to so emocije, to nima nobene veze. Pač enkrat vam bo en pip v plusu zaprl, enkrat boste zaradi enega pipa pač imeli trade v minusu. Upam, da me razumete, nič ni tle osebega, da jaz ne bi se hotel pogovarjati, ampak to je vse zame potem distraction. Kaj mi svetuješ, ali jaz zdaj premaknil iz 2 na 3? V bistvu sem povedal na izobraževanju, kaj jaz mislim, nič ne svetujem. Ker če bi v firmi točno vedel, ali boš 2 ali 3, potem bi v firmi rekel, dajte take profit 3, bo 100% za te linije. Pač ne vejo, se pravi, vsak mora znotraj tega, kar lahko pošeram, kar lahko pomagam, svoj lasten money management najdeti. Jaz sam povem, da z neko pametjo, pa z enim takim monitoringom, ki sem ga danes pokazal, pa bom naslednjič pokazal še naslednje primere, pa še naslednje. Z teh 15% denarja narediti ne bi smeli problem. Se vidite, en signal, 5% plusa, se pravi, 3 take signale narediš,
pa se pa raje ukvarjaš z mreženjem, ne zdaj s tem, da spol, tako je, zdaj pa, če sem jih 20 naredil, pa je lahko tudi 40, bo malo čem povečati tej krizi, pa bom dal valiraj 5, koliko sem jih tak 20 naredil, se pravi, naslednji, mislim, to so vse buče, polke vodijo v izgubo računa. Ja. Ja, zato, ker je to spet potem pohlep. Ne? A lahko naredite 40% na mesec? Seveda lahko. A jih lahko 60? Ja, seveda jih lahko, sam pač pol je, ne vem, to postane tvoj biznis, ne? In tvoja cestija in po noci boste zbujali in boste gledali v telefon, a je šlo gora, ni šlo dol, švicno bo tekel po hrbtu dol. Ne? Forex je krasen produkt za takošnji denarni tok, za tiste, ki znajo obvladati svoje emocije in reči, moj trgovalni načrt je tak in se ga potem držati, čez kakšni izzivi jih bomo pač rešili skupnimi močmi, če pa vse ostalo pa jaz nisem zdaj niti finančni svetovalec, niti psihološki svetovalec, zdaj, kaj se vam zdaj dogaja. Prej, ki si razlagal, da gledaš te minutne, 15-minutne. Ja. Na katere recimo največ uporabljaš? 5, 15 ali 30? Ena verjetno, da ne. V bistvu prej pol ure pa ura, no. Prej pol ure pa ura. Pa tisto, ki si rekel, da se zaprejo za vikend, je tudi fajn vedeti, da je to najkasneje ob 23. Raj 22, ne vem, 56, kar 23:01 in če imaš odprtega čez vikend, jaz sem to enkrat naredila, sem ga hotela v nedeljo zapreti. Ni šans. Ni šans, nič ne moraš narediti čez vikend. Nič. Pa to je dobro, da si rekel, no to imam jaz, mislim, to so nam enkrat že nekaj govorili, da v teh nočnih okrog 11. ure, ki to res skače, tako da če to gledaš na minutnem, se ti zmeša, odleti raketa v eno ali pa drugo smer, da tako, ko si rekel, da daš stop loss res full dol, ne. Ali daš full dol, ali ga pa umakneš? Sicer... Pa umakneš? Ja. A da ga zbrišnem? Ja, danes smo govorili o, mogoče mogo še to povedati, no, danes smo govorili o to modify, se pravi popravi. Modify, ja, to ja. Popravi trade. Ne, mogoče mogo še to povedati, ne, kadar se nekaj mudi, kadar imate feeling, da je dober, da ste zamudili, da hočete trade klikniti takoj. V bistvu lahko, da ste brez stop lossa, pa brez take profita, ne, se pravi, ti daš trade, potem pa čez 20 sekund, čez 1 minuto, modify in upišeš naknadno stop loss, pa take profit, ne. Vse, koliko se ga da popraviti, se ga da tudi naknadno pisati. Se to so vse samo opcije, se ni treba vse narediti tako, pa šele potem trade tudi sprejeti. Ok. Ja. No, jaz bom šla zdaj s tem market execution, kadar bo šel, da bo ideja že laufala in da gre proti minusu. To jaz nisem tega, nisem šla na buy stop ali pa sell stop. Ja, to malo zakompliciram. Ja. Mislim, ko lobby že tam, ko prije do entry price, sem jaz ložil full v plusu. Ja. Ne? Why not? Skratka, super, no. Super je, ko smo začeli takole mesec z 4 neuspešnimi tradi. Prejšnji teden smo rekali, super, 10 trade pozitivnih, zdaj pa 4 minusi. Ne, zdaj se pa 5 izobraževanje. Ja, super. No, ampak po drugi strani sem pa pokazal, da zanč pač ne bi bilo potrebno, da je tako, ne. Sicer to zdaj ni nekaj, da bi lahko kdorkoli si kaj očitil, ne, se pravi tisto, ker je ta pravca je videl, ta trade, je pač dal ta stop loss, koliko je bil, in je pač naredil minus. Ne vem, za Boris vem, da ga je. A ti si ga tudi, Andreja? Povem iskren, jaz sem ga naredila 2-krat. Ja. Ja. Povem zakaj, ker je šel najprej minus, pa sem rekla, ti šmen, glih tole, ki si rekel, ti si en pipek mali, v načrtico.
Pa je šel pa že spet gor proti plusu, sem nekaj, veš kaj, če pa tole gre v plus, ne, pa za kva bom pa še en plus naredila. Tup, pa še enkrat. Ker samo take profit ena zadev, jaz pa dam pač vedno take profit dva. No. Jaz nisem aktivni, jaz sem pasivni, ampak sem že dostikrat razmišljala, da bi šla na aktivnega, glede na to, da odpiram to, tako kot hladilnik, ne, Forex. In iskreno povem, jaz ga odpiram pa gledam in pa gre tam dvojko, ker za danes seveda pa meni zaključ, nekaj, da je na dvojko, pa si rečem, zakaj nisem to pa. To sem se že neparkrat vprašala, zakaj nisem Popravlja. Zakaj nisem aktivni, no. Ja. Pa se v bistvu, kot sem rekel, to zdaj ne pomeni, da pa zdaj vsak trade moš popraviti. Ne, včasih niti ni časa, včasih ga postaviš in odpreš in je že končan, ali plus, ali minus. Včasih ni potrebe. Ne. Gre se samo za to, kako optimizirati. Ker če optimiziraš, v bistvu ne rabiš veliko. Ne, če pomisliš, da ne vem, enkrat na mesec zadev petko, pa dvakrat štirko, pa trikrat trojko, pa štirkrat dvojko, vse ostali so lahko minusi, pa si 15% plusov. Ne? Zakaj pa ne? In tudi rezultati kažejo pač tako, da tisti, če mečkaj spremljaš, pa malo tole, no, ker je kot sem več kako davljal, danes škoda, ne? Tukaj tisti, ki ima dvojko, fiks, postavljen, pasiven trader, nikoli ne bo trojke imel. Se ni to, kaj razumeti, kakšna matematika, ne? Če imaš dvojko, pač nikoli ne trojke, never, ever, nikoli, pač, ne? Pika, period. Ne? In si v bistvu zapreš vrata, ne? Je pa nikoli, je pa seveda zdaj. Je pa vedno tako, no, koliko je prej rekel sem Eva, ne, lahko bi pa tam premaknil tako mokre sanje pa če vsakega traderja da bi imel optimalno, ne, da bi odprl tam, ki je najnižji in da bi zaprl tam, ki je najvišji. Pa če to so mokre sanje vsakega traderja, ki itak se nikoli ne zgodijo in prej se s tem soočaš, manj si spet v tistem moodu, ki smo se prej pogovarjali, v emocijah. Ker to so potem spet same neke emocije, ki te ven mečejo. Ker nima mene veze. Ker na koncu nič ne šteje, a smo 17 minusov, a smo toliko plusov, a si koliko procenten si v plusu, na koncu šteje, koliko imate denarja v žep, bi rekel Jason. Ne, to. Na koncu ben vašega trgovalnega rezultata ne ogledal, pa ne vem, jaz, ki sem naredil največ zgubov življenj, sem imel tiste pol leta, sem imel 73% tradeov pozitivnih. Koga to zdaj zanima pravzaprav? Ja. 73. Samo što se bil v tem, da sem imel stop lossa, sem imel 100krat večje, pa take profite. Ne? Ker se bo obrnil, pa se ni logičen, pa se ne more biti. Ne? Ja. Se pravi, nič ne pomaga. Ne? Šteje na koncu plus. Ne? Zato vsak trader, zato ste kupali signale, zato ste naredili plus. Ne? Se pravi, to, kar se pogovarjamo in kar smo še v naslednjih tednih, je kako kakšne takale trade, ki so fletni, kako zmenedžirati, pa jih mačka nabildati, ne, pa ne zgubiti denarja, ki ga že imamo v žepu. Dragi moji prijatelji, ali imamo še eno vprašanje? Ja. Question je. Se pravi, signale, da dobiš signal, se moraš najprej registrirati v Forex Insiders, ne? Ja. Pri Success Factorju. To je prvo. Potem pa lahko ti na tem MetaTraderju 4 ali pa 5 se učiš. To je to. Ja. To je sploh priporočilo, ja. Ja, no, mislim, najprej je treba imeti signale, da sploh lahko delaš, da se lahko učiš. Ne? Ja, zdaj, če nisi pogledala posnetkov, znači lahko še povem, da imaš zdaj promocijo, lahko dobiš signale za pol leta za 72 To vem, ja, to vem. Samo toliko, mislim, procedura. Moram imeti signale, potem lahko vzamem učenje na MetaTrader 4 ali pa 5, kje ne vem, kakšna je razlika. Je vseeno. V bistvu je vseeno, samo mogoče najbolj, da si daš petko, malo več funkcij ima, mogoče malo bolj zakompliciran zgleda. Samo zanč mi nekdo rekel, da nekih trgovalnih parov ni na štirki, no, recimo. Mogoče. No, to sem samo hodil, to je začetek, tako da videla. Ja. Okay.
Zdaj smo kar tako naredili, da sem kar na webinarju že rekel, potegnite si MetaTrader dol, ker itak je tako najbolj simpel. Dobro. Ja, To naredi, zdajle, ne jutri. Imam ga, vse ga imam. Okej. Imam ga tu, mislim. Ja. Ne, Ne reč bom razmislila, Kaj? ker je že vse razmišljen. Ne reč bom razmislila, ker je že vse razmišljen. Ok, hvala. A da, Zlatko, si ti zdaj naročene signale, a kaj? Ne, zdaj trenutno ne. Ne. Do kdaj je ta promocija? Do konca meseca? Ja. Ok. Dobro, Ja. zaenkrat pa ne. To je do konca leta potem. Do konca Ja. leta. Ok, lepo se imejte, me veselilo. Okej, smo se videli. Hvala za odlično razlago. Resnično. Enako ekipa, imejte se skrajno lepo. Pa Ja. delite plus. Plus delite, ja.